Dober večer še enkrat vsem skupaj na tem našem 22. torkovem večeru Društva za srečno življenje Belis in danes imamo neko posebno temo sanje in cilji, ker nam to kar jemljejo, če imam en tak občutek, a ne? Se pravi, kaj si vi mislite o tej temi? Sanjate kaj, imate kakšne cilje ali se samo ukvarjamo s tekočimi stvarmi, ki nam jih ponujajo in nas bombardirajo s tem? Ja, ne? Imamo sanje, imamo. In vizije. Super, super. Nam jih lahko Sam malo če bojo- zaupate. Sam če bojo uresničljive. Ja, Drugače pa ja, bolj se Bravo. ubadamo s temi stvarmi tokom, kar se dogaja s temi pizdarjami. a ne? Ja. Včasih skali, Ja. a ne? Skali kakšna umazanija v kristalni vodi, a ne? Ki je Ja, namenjena za cilje, za sanje, za pit, za gradnjo telesa, če v prispodobi rečem. Moraš pa filtre navaliti, pa se s tem ukvarjati in v življenju je enako, ne? ja, res Ker je. jaz pravim tako, da kljub recimo tale tema naša, če gremo, ne, a vidite, tole kljub sanjam, ciljem, blokade imamo, prepovedi, cenzure, besed, delajo nam novo realnost. Ampak če jo bomo sprejeli, jaz nisem za to. Jaz sem za to, da obogatimo sebe, svojo skupnost, lokalno skupnost, družino, pazimo na otroke, na šolo in da ne pustimo, da nam od zgoraj diktirajo, kako bomo mi od spodaj živeli. Če smo jih mi od spodaj volili, potem naj delajo naše dobro, a ne? Glejte, tukaj imamo koliko zakonskih omejitev, koliko se je v zadnjih letih zakonov spremenila, ne? Pa namenski diskriminaciji in kako je vse dobro. Kdo največjo pravico išče zdajle v svetu v tem času? Transgenderji, ljudje, ki ne vem, kako so sprogramirali te ljudi, ampak to so vse neke ogrožene skupine, ki jih mi sploh ne ogrožamo. Ne? Gre za namensko diskriminacijo normalnega življenja. In ta dan, nocoj, bomo razmišljali o svojih sanjah in o svojih ciljih in o naših skupnih. Vsak o svojih bomo malo razmišljali o tem, se bomo malo na to temo poglabljali. Če ste za to, dajte mi en zvočni znak, ja ali ne. Seveda. Ja, fajn, hvala, evo, vas vidim lepo. Glejte, ampak najprej vprašanje. Kakšna je naša vizija sanj in ciljev? To je zdaj vprašanje in o tem, glejte, bo tekla beseda o stanju, ki ga zaznavamo in o stanju, ki bi ga morali živeti. Kaj zdaj storiti? Torej, vprašanje, ki je nocoj, ne? Kaj zaznavamo, kaj nas moti, kaj nam preprečuje in kako naj naredimo stanje, da bo naša sreča, naše življenje, naše sobivanje prijetno. Zato smo tukaj. Ampak imamo veliko motenj, zelo veliko motenj. Zato si zastavljamo nocoj dve vprašanji tokom tega diskurza. No? Kaj želimo doseči v življenju in kako? Kako lahko svoje sanje uresničimo? Vsak ima svojo pot, vsak ima svoje želje, vsak ima svojo vizijo v življenju. Vsak od nas vidi svoje življenje, mislim, da po svojih potrebah, po svojih željah, zmožnostih. Vsak od nas se rodi v nekem okolju, ki mu to dopušča ali pa ne. Ampak mislim, da je sistem tako narejen, da te prej uklešči, kakor da ti dopušča, da živiš svoje življenje. In nocoj bomo spregovorili o pomenu sanjarjanja, o postavljanju ciljev in o tem, kako lahko dosežemo svoje cilje navkljub, poglejte, konkurenčni in gratis ponudbi globalistov. Vse nam zastonj ponujajo, mi smo srečni, dajo nam injekcije, skrbijo za nas, to novo realnost nam ponujajo, ne?
In veste kaj, ampak to pa zahteva zapoved in odpoved neodvisnemu razmišljanju. To se pravi, če hočeš biti srečen, moraš biti v okovih. Če si v okovih, si srečen. Če pa greš v svobodo, pa ni nujno, da si nesrečen. Lahko si drugače srečen, ampak ta sreča izpolnjuje. Tale po ponudbi globalistov pa robotizira človeka. Ker vsi enako delajo, vsi dobimo enaka navodila. Spomnite se 2225 odlokov, ki smo jih v času pandemije dobili, sama navodila, vsak dan drugačna. In mediji trobijo kot v en rok po celi državi, po celem svetu je enako. Ne? In zdaj se nam zastavljajo nocoj dva vprašanja. Je bolje biti srečen kot svoboden? Je bolje biti v verigah kot svoboden? Ali je mogoče, da si kot svobodni izborimo oboje, svobodo brez okov in srečo brez pogoja? Oboje. Oboje je to, evo. Ja. Zato se družimo in to je krasno. Brez okov in brez pogoja. In človek, da tle smo dani na ta planet z vsemi danostmi, vode, reke, nebo, fantastične stvari. Včeraj sem bral zgodbo, kako je morje postalo slano. Modro zgodbo. Jaz v bistvu sem se kar precej nasmejal zgodbi, ampak veliko resnice imel v sebi. Ampak to zgodbo, kako je morje postalo slano, enkrat drugič o tem naj vas malo firbec mantra, ker je res dober. Zdaj, gledajte, jaz sem za nocoj pripravil en tak kratek uvod ravno na to temo svoboda brez okov in sreča brez pogojev. Jaz sem to zase napisal in bi vam rad sporočil, kako jaz to doživljam, ker jo ravno moderiram to zadevo, potem bom pa od vas nekako skušal izzvati na podlagi povedanega, pa če imate svinčnik, papir, si kakšno misel zapište, verjamem pa, da iz glave veste stvari, ne? In tako sem nekako si zamislil nocoj, pa bomo šli skupaj skozi to. V tem temnem kotičku mesta, kjer se svetloba komaj prebija skozi megleno zaveso, sedim za staro računalniško mizo. Namreč 29 let sem v tem prostoru, kjer živim. Na mizi leži prepognjen list papirja, po katerem moje misli plešejo kot senca prek sten zapuščene hiše. Dva človeka sta v hiši tudi umrla v tem času. Že nekaj časa sem bil tiho opazovalec, a tokrat se odločim, da bom glasno spregovoril. Sanje in cilji, besede, ki jih je res težko izgovoriti v tem svetu, kjer so duše zatirane in svoboda le še bled spomin na pretekle dni. A kljub temu, kljub temnim oblakom nad našimi glavami, se ne smemo predati. Sanje so kot svetilnik v temi, cilji pa kot pot, ki nas vodi tja. Zakaj pa ne bi sanjarili, če nam že v realnosti ne dovolijo? Kaj imamo izgubiti, če se prepustimo toku svojih misli in si dovolimo zazreti v prihodnost? Kljub vsem oviram, kljub vsem blokadam, v meni goreča iskra upanja vztraja. Sanje so naše orožje, naša moč, ki nas osvobaja okov vsakdanjosti. Zakaj pa ne bi sanjarili, če nam že v realnosti ne dovolijo? Kaj imamo izgubiti, če se prepustimo toku svojih misli in si dovolimo zazreti v prihodnost? Kljub vsem oviram, kljub vsem blokatam, v meni gori iskra upanja vztraja. Sanje so naše orožje, naša moč, ki nas osvobaja okov vsakdanjosti. Toda cilji so tisti, ki dajejo našim sanjam smisel. Brez njih so naše misli le nebogljeni oblaki, ki se izgubijo v brezmejnem nebu. Postavljanje ciljev je kot risanje zemljevida poti, ki nas bo pripeljala do našega cilja. In kako lahko dosežemo te cilje v svetu, ki nas ne podpira? Tu leži skrivnost, vztrajnost, odločnost in pogum. Ne smemo se predati, ko nas ovira zid nepravičnosti. Ne smemo se ustaviti, ko nas začnejo obkrožati temne esence dvoma.
moramo biti trdni kot skala, ki kljubuje silam narave. V tem svetu kriminala in korupcije, kjer so pravice zgolj iluzija, se moramo zavedati, da smo mi tisti, ki krojimo svojo usodo. Naše sanje so naše orožje, naši cilji pa so naša vozila, ki nas bodo pripeljale do cilja. Ne smemo dovoliti, da nas zatirajo, ne smemo dovoliti, da nam vzamejo upanje. Zato se ne smemo ustaviti, dokler ne dosežemo tistega, kar smo si zadali. Ne glede na to, kako temačno je okolje, v katerem se znajdemo, moramo verjeti v moč svojih sanj. In ko bomo stopili na ciljno črto, bomo vedeli, da smo kljub vsem oviram, kljub vsem težavam, kljub novi realnosti, v navednicah, zmagali. Ker smo verjeli, ker smo sanjali, ker smo si upali. Svet se še vedno zazdi kot zanka brez izhoda. Vsak korak naprej je oviran, vsaka misel o svobodi zatrta. A kljub temu vztrajam, v temi iščem luč, v kaosu iščem red, v brezupu iščem upanje. Ko sem se ozrl na okolje, sem videl le sence ljudi, ki so se sprehajale po ulicah kot duše brez telesa. Vsak je nosil svoje breme, vsak je bil ujetnik lastnih strahov. Toda jaz sem vedel, da moram stopiti iz te množice, da moram slediti svojim sanjam. Bil sem kot detektiv, ki je raziskoval primer brez sledi. Vsak dan sem se boril, da bi razvozlal uganko svojega življenja, da bi našel tisto, kar me je gnalo naprej, in potem sem našel svojo strast, svoj cilj, svoj razlog za obstoj. Moje sanje so kot svetloba na koncu tunela, moji cilji kot most, ki me povezujejo s tem svetom. In tako sem se odločil, da bom korak za korakom stopil proti njim, ne glede na ovire, ki so mi postavljene na pot. Včasih sem se znašel na stranskih ulicah, kjer so me skušale zvabiti skušnjave in druge skušnjave, kjer sem slišal zvok sirene nevarnosti. To, da sem se spomnil, kaj me je gnalo naprej, in sem se odločil, da bom ostal zvest svojim sanjam in potem, ki vodijo do cilja. V svoji preiskavi sem spoznal, da so bili mnogi podobni meni, tudi sami so iskali pot k svojim sanjam. In skupaj smo se združili kot tolpa pravičnikov, ki se bori proti zlu, ki je vladalo v tem mestu. In tako sem spoznal, da kljub vsem blokadam, prepovedim in cenzuri besede, kljub novi realnosti, imamo skupaj moč, da spremenjamo svet, da smo mi tisti, ki pišemo svojo zgodbo, tisti, ki ustvarjamo svojo prihodnost. Zdaj, ko sedim za to staro računalniško mizo in gledam na ta list papirja, ki je pred mano, vem, da sem na pravi poti. Moje sanje so moje vodilo, moji cilji so moj razlog za obstoj. In ko bom stopil čez prag te stare hiše, se bom še vedno zavedal, da sem kljub vsem oviram, kljub vsem težavam, kljub novi realnosti zmagal. Ker verjamem, ker sanjam, ker vztrajam. Evo, to je moja misel, to je misel člana Društva za srečno življenje Belis. Verjamem, da se počutite podobno, bi pa to, kar sem povedal, utemeljil zdaj z našo največjo Biblijo v državi, ki se ji reče Ustava. In kot veste, sem ljubitelj Ustave, ker je to konstitucija, tukaj so pravila, kako se država ustanovi, kako morajo politiki in funkcionarji delovati, in tudi sistem, kako so voljeni in da jih ljudstvo voli. In komande pridejo od spodaj navzgor, želje, nacionalni interesi, ne pa od zgoraj navzdol globalni interesi. To, kar hočejo sedaj izpeljati. In to ni prav, da tolčejo po nas. Ljudje pa kar ubogajo. Predajo svoje cilje, svoje sanje
pa se odpovejo neodvisnemu razmišljanju, pa saj to ni res. In kaj je v ustavi tako zanimivega? Vezano predvsem na naše društvo. Dragi moji, Ustava Republike Slovenije ima zapisano v drugi samoupravi pod 145. členu samouprava na področju družbenih dejavnosti. In društvo Belis, kaj dela? Ukvarja se z družbenimi dejavnostmi. 145. člen Ustave pravi v 2 vrsticah ključne stvari za našo srečo in za naše delovanje. In seveda država ne sme v to posegati, ker to je druga samouprava. Državna, lokalna samouprava se zaključi v 144. členu, kjer država nadzoruje lokalno skupnost. Država smo pa mi, ljudje. To ni neka inšpekcija, to niso državni organi, tako kot nas zavajajo. Občina smo ljudje in država smo državljani. In mi, državljani, nadzorujemo lokalne skupnosti in župane in vse to. Dajte se enkrat zavedati. In ti ljudje tolčajo po nas, odločajo se namesto nas, sprejemajo odločitve brez javnega diskurza. In kaj tukaj piše? Dajmo prebrati. Samouprava na področju družbenih dejavnosti. Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Državljanom se lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Mi smo državljani. Ja? In zakon, ki nam to prepušča prvič, je ustava, predvsem nam, ki smo pa člani društva Belis, nam pa to dopušča zakon o društvih in pa seveda svoboda združevanja, svoboda gibanja in pa svoboda govora, besede, misli in pa človeško dostojanstvo. In v 16. členu ustave, ki vam ga zdaj ne bom kazal, je nekaj zelo pomembnega. V 16. členu ustave so navedeni členi, ki jih v nobenem primeru, ne v vojnem stanju, ne v epidemiji ne sme država prekršiti oziroma voditelji, ki smo jih izvolili. Nihče ga ni. Predlagam, da si te člene v prostem času preberete. Napišite si 16. člen ustave, zadnji stavek navaja člene, ki jih v nobenem primeru, kljub temu, da so restrikcije, ampak v tistih členih se to ne sme kršiti. Da boste vedeli, da so nam bili v času epidemije vsi ti členi kršeni. In ustavno sodišče miži, takole, veste, takole. Naši uradniki sploh ustave ne poznajo. Zdaj pa, vezano na ta 145. člen, ker govorimo o sreči, ker govorimo o sanjah in ciljih in pa o odpovedi neodvisnemu razmišljanju, bi z vami rad ponovil iz naše temeljne listine, ki je v skladu z ustavo in v skladu z vsemi zakoni Republike Slovenije, temeljna listina društva Belis, statut, in sicer v 2. poglavju govori o namenu in ciljih društva. Ne bo nič narobe, če nocoj to ponovimo, ker govorimo o ciljih, o naših sanjah, o namenu delovanja in to paše v nocojšnjo temo. 9. člen, nameni in cilji društva, srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. Viljana to skoraj pri vsakem predavanju ponovi. To je ključno. Marsikdo tega ne razume, ker mu je težko, kako lahko nekomu, ki tolče po te brezpogojno, odpuščaš z brezpogojno ljubeznijo, ampak nekdo razume, nekdo ne razume, nekdo razume prej, nekdo kasneje, nekdo pa sploh ne. Pustimo, važno je, da smo skupaj, da se družimo in se bogatimo. Znotraj tega ta misel bo pa sama vzklila seme in obrodila obilo sadov. Čakajte, kaj vam povem, to je res. Drugič, da s prijateljskim združevanjem občanov različnih poklicev razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje. Prekrasen stavek, medsebojno razumevanje in spoštovanje. Tega spoštovanja moram reči, da sploh nismo z neke strani deležni, ugotavljamo pa in opozarjamo, da je v državi premalo komunikacije in da država spodbuja samo tista društva in nevladne organizacije, katerim plačuje in tiste daje v medije. Vsi, ki pa delamo v skladu s pravico, resnico, ustavo, zakoni in pa recimo statuti,
ki nam pa država ne plačuje, zato ker se nismo odpovedali neodvisnemu razmišljanju, nas pa zatira, pretepa, vlamlja v prostore, jemlje stvari in na druge načine onemogoča in diskriminira ne samo društvo, ampak tudi marsikaterega člana. Dalje, zavzema se za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe. Menim, da je prav, da ima država konkurenco, ki ji konkurira in da ji pove, kaj dela narobe. In društvo Belis je ena taka, bom rekel, zdrava organizacija, ki vidi stvari s pomočjo vseh članov, ki pošljejo sporočila, svoje težave, državne napake, da vsaj v nekem minimalnem okviru povemo na glas, objavimo na videih in da se vsaj to delno širi, ker drugih kanalov trenutno nimamo. Skrbi za ozaveščanje ljudi, širi strpnost in tolerantnost do drugih kultur in narodov. Podpira in skrbi za kulturno in osebnostno rast članov in vseh, ki želijo delovati v društvu. Upam in menim, da dovolj dobro podpiramo, da dovolj dobro skrbimo za kulturno in osebnostno rast vseh članov, če je član le pripravljen sodelovati v društvu, aktivno podpirati in kako drugače prispevati in podpreti delovanja društva. Skozi različne prireditve izobraževalnega in kulturnega značaja opozarjati na pomen kulture in znanja pri zadovoljevanju potreb prebivalcev. V društvo prihajajo tudi simpatizerji in ljudje, ki niso člani, ker so slišali. Nekateri tudi ne želijo biti, ker se bojijo v službi recimo konsekvenc, zato ker država je takšna, kot pač je z oblastniki, čeravno smo to mi ljudje. In največkrat seveda državljani sami proti sebi, na vetru smo mokri največkrat. A ni škoda. Dalje, seznanjanje članov in simpatizerjev z okoljskimi vprašanji. Vprašanji sobivanja ljudi in živali, vprašanji prehranjevalnih navad od otroštva naprej za vprašanje vzgoje in strpnosti. Informiranje in spodbujanje k strpnosti do drugače mislečih in organiziranje prireditev izobraževalnega značaja. Menim, da tukaj smo kar pridni. Širjenje kulturne zavesti. Sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Vidite, to je ta naš statut, naša ustava s cilji, ki jih imamo zastavljene v društvu in menim, da smo predani in pridni kljub vsem oviram. In hvala vsem in vsakomur, ki seveda pride, podpre na kakršenkoli način, tudi svojo, prisotnostjo, tudi s širjenjem, tudi s povabljenjem novih istomislečih v članstvo v društvu Belis in tako naprej. Da pa je ta naš člen in naša ustava silno ogrožena, bi vas pa seveda opozoril na včerajšnji dogodek, s katerim ste seznanjeni. Jako Prot, Šild, financer in član družine bankirjev, je včeraj umrl. In on je naredil scenarij že leta 2010, ki se imenuje Lockstep. Lockstep. Zdaj pa dajmo to prebrati, da boste občutili, kako je v nasprotju s tem, o čemer smo se zdaj pogovarjali. In on pravi tako. Sprva je zamisel o bolj nadzorovanem svetu pridobila široko sprejeto odobravanje. Misel o bolj nadzorovanem svetu. Vidite? Ok? Državljani so se prostovoljno odpovedali delu svoje suverenosti. Drži ali ne drži, kakšne vrste so bile, kdo vse se je cepil, kaj vse delajo učitelji, kaj vse delajo zdravniki, kaj vse delajo funkcionarje. A veste, to so tudi državljani Republike Slovenije, s tem, da so pač v službi, ki jih mi plačujemo. In ti ljudje so nam največ škode naredili. Za naš denar, mi smo si sami pokop plačali. S tem, da tudi seveda ta bankir to financira in ki financira preko evropskih sredstev, preko Evropske unije, ti ljudje delajo samo še za evropska sredstva, za svoj žep,
za globalistični plan Agenda 2030-50, ne pa za nacionalni program za nas, ki smo jih postavili. Da se prostovoljno, se pravi, državljani so se prostovoljno odpovedali delu svoje suverenosti, pazite, in zasebnosti, bolj paternalističnim državam v zameno za večjo varnost in stabilnost. To, da meni reče predsednik vlade, da bom jaz bolj varen, pa da bo država stabilna, se moram jaz vsemu odpovedati. Ja? Državljani so bili bolj strpni in celo željni za usmerjanje in nadzor od zgoraj navzdol. Nacionalni voditelji, Janša, Golobi in podobni, pa so imeli več manevrskega prostora za uvedbo reda na načine, ki so se jim zdeli primerni. Kaj je primerni, ne, je pa po diktatu svetovne globalne vlade. In to je napisal Jakob Rothschild, scenarij za tehnologijo in prihodnost in mednarodni razvoj leta 2010. In tukaj pod to njegovo sliko imate, vidite, njegov slajd, ki ga je on predaval na svojih srečanjih, in to je delal 10 let in po 10 letih se je zgodil leta 2020 COVID. Naj mu da Bog večni mir in pokoj, ampak jaz tega človeka nikoli nisem imel rad. Kadarkoli sem zaslišal njegovo ime ali videl imena na njegovih literaturah, zmeraj se mi je to zdelo grozno nagnusno, ne željo poimeti samo vas denar, ampak tudi vso oblast nad svetom. In to svojo mislijo je okužil mnogo ljudi. Tako da Bog mu daj večni mir in pokoj. In glede na napovedano, kar sem zdaj povedal, da ne bom predolg, se vam zahvalim, ker ste me poslušali. Nekako sem skušal smiselno povezati nocoj tudi z filmom, ki govori o kurjenju knjig, ali pa če rečemo brisanju fajlov iz interneta, to, kar se zgubljajo linki, kar se zgublja, smo že v prejšnjem torku povedali, sem tudi pokazal, raznih stvari, državniških in drugih stvari, ki so bile v covidu, ali pa časopisni članki in druge misli, kar zginja. Vam sedaj odpiram seveda vaše mnenje, prosim z besedo na dan, mikrofon. Tudi tisti, ki ste z nami v živo, recimo preko Facebooka, preko Odiseja, preko YouTubea, preko Rambla in tako naprej, če nas gledate, če ste z nami tukaj od spodaj, mislim, da vidite, da je telefonska številka, lahko pokličete sem v studio. Vsi ostali, ki smo na Zoomu, imate pa mikrofon, pa samo dotik prsta in prosim, povejte, kakšno je pa vaše mnenje o sanjih in ciljih in potem, kako nam jih želijo pohoditi oziroma odvzeti. Beseda je vaša. A lahko jaz, Tanja? Prosim, Tanja, beseda je tvoja, povej. No, mene je najbolj nagovorilo tisto, kar si imel besedilo, preden si prebral pismo našega člana, tam, kjer piše o svobodi in ali lahko pridobimo svobodo kljub temu, da smo pač zatirani in tako naprej. Takoj sem se spomnila na en zelo dober film, ko se je govorilo o izraelskem narodu, ki je bil zaslužnjen pri enem faraonu. To bom tako povedala na hitrco, samo zato, da rečem tisto, kar sem hotela. In ne vem, kdo je bil tisti, ki je čez puščavo pol to pelal Mojzes. Mojzes, no, tako. In tisti sužnji, tega faraona, to so bili Judi ali ne vem kdo, so na njega pritiskali, pa daj nas že enkrat pel, pa rešnaš, ne. In takrat jim je Mojzes povedal eno zelo, zelo, saj zame, zelo poučno zadevo. Je rekel, nič ne pomaga, če vas jaz pelem iz suženjstva, vi se morate sami, ker morate najprej v sebi premagati sužnja in nehati razmišljati kot sužnji. Jaz vas lahko odpeljem kamorkoli hočete, ampak tabo boste svoje suženjstvo nosili v sebi in morate najprej to premagati. In takrat sem tako začutila, kako je to res. Suženj, ki sanja o svobodi, samo sanja.
in ne bo se rešil okovov, če jih najprej v sebi ne bo vrgel dol, se pravi, neha posuženjsko razmišljati. In to smo videli zdaj v zadnjem covidu, ljudje so nosili maske, po drugi strani so pa sanjali o tem, da se bojo osvobodili. Ne moreš. Ne moreš z okovi v svobodo stopiti. Najbolj nevarni so tisti, ki jih nosimo v sebi. Tako da, če nisi v sebi svoboden, samo sanjami o svobodi ne moreš. To je moja izkušnja. Jaz sem se morala tako dolg časa sabo pri sebi pomesti, dosuženjstvo, osvoboditi se tudi v strahu od vsega tega. Mi smo leta in desetletja bili ustrahovani, ni to samo zdaj bilo, ampak to so nas pripravljali, in so nas tudi tako vzgajali. In tukaj je, vsak mora v sebe pogledati in sebe osvoboditi teh notranjih okovov, da bo lahko svoboden, drugače ne bo mogel. Ker kamorkoli grem, sebe sabo nesem. Ja, seveda. To je moja misel o tem. Hvala. Tanja, srčna hvala, to si zelo lepo povedala, tudi v tej zgodovinski primerjavi z bibličnim izhodom iz Egipta, in pa oviranju 9 nadlog, ki so jih imeli, pa ne vem, kaj vse se je še dogajalo v tistem času, ko je v Bibliji popisana ta zgodba. Marsikdo bi to znal povedati še bolj v detajle, ampak bistvo si zadela. Ja, vsak se mora v sebi odločiti, vsak v sebi mora preiskati svojo notranjost, svoje želje, preiskati svoje sanje, ne samo tiste, ki jih spi, v katerih sanja v ležečem položaju, ampak sanje v življenju, in kakšne cilje želi doseči. Vsak dan mora svojim ciljem posvetiti en določen čas. Se učiti, napredovati, komunicirati, tudi poslušati, biti odprt, sodelovati in tako lahko ne samo svoje cilje egoistične, ampak tudi družbene, skupne cilje uredimo. Tako da izvolite naprej, prosim, še koga. Dober večer, Mihajl, in vsi ostali. Nenad, lepo pozdravljen, živijo. Živijo. Jaz bi rekel takole, dosti na kratko bom rekel, življenje brez sanj pa brez ciljev ni življenje. Absolutno, ker to si pol podrejen vsemu drugemu, samo ne samemu sebi. Ampak lahko tudi rečem takole, da začneš uresničevati svoje sanje, moraš se prvo zbuditi. Biti zbujen in realen in videti, kaj se dogaja okrog tebe, okrog samega sebe in vseh drugih, kaj se dogaja v življenju in kako reagirati. In to smo videli zdaj med korono. Eni smo se zbudili in smo ugotovili, kaj moramo delati in smo si postavljali svoje cilje. In ko pridemo že do cilja, mislim, do predstavo cilja, mojem pogledi so taki, da si določiš, kaj je tvoj cilj in slediš tistemu cilju. In slediš, dokler ne dosežeš. To se pravi, otrok teče po cesti, pade, zajoče se, obriše tisti prah ali pa tisto kri, ker je in nadaljuje svojo pot. Tako moramo tudi mi nadaljevati, ne glede na to, da so prepreke, da nas motijo, da določene stvari nam ne pridejo tako, kakor si sami želimo, ampak definitivno na koncu pridemo do zmage. Tako kot si napisal v tistem tvojem pismu, ki si nam ga prebral. In se popolnoma strinjam, za uresničitev in sanj in ciljev moraš prvo delati na sebi. In ko sebe spoznaš in rečeš, vse zmorem, vse bom naredil, boš to naredil. Ker če imaš samo eno za debelino lase v glavi, en dvom, ne bo ti ratal. Tako da jaz mislim, da za nas saj, ne vem, ko smo spregledali, bom rekel, ne bi smelo biti nobenih ovir, ampak življenje gre naprej in se treba boriti iz dneva v dan. No, nekako tako jaz to predstavljam. To je bilo čudovito, si to povedal, res je. Iz dneva v dan se je treba res pripraviti, boriti, vstati z upanjem oziroma z načrtom, So kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni načrti. To smo nekoč že tudi pri financah povedali, ampak tudi v življenju je tako. So pa seveda načrti glede na naš razvoj in rast različni v različnih življenjskih obdobjih, ki se po moji oceni
menjajo na vsako desetletje. Pri 10 letih imam ene cilje, pri 20 drugih, pri 30 tretje, potem pridejo stvari, se spremenijo. Lahko tudi družbeno okolje, osebnostno okolje, se tudi prioritete in cilji lahko spremenijo. Lahko jih država spremeni in postavi. Nekoga pokliče v vojsko zaradi situacije in kaj se lahko zgodi. Zgodi se to, da človek mora zaradi tega seveda totalno spremeniti svoje življenje oziroma svojo smer, tok življenja. Ali pa recimo epidemija, ki so nas zaprli za 7 mesecev. Vse smo bili država, kjer smo imeli najdaljši lockdown v svetu. Znotraj tega najdi sanje in cilje. Voda kar, prosim še naprej. Če lahko pokličete, jaz ne vem, upam, da se na sharingih vidi telefonska številka, da se vidi narisan mikrofon, upam, da je ta share da se predvaja. Dajte poklicati, povedati, tlele vsi, ki smo, vas povabim, da poveste svoje občutke ob vsem tem. Robert Bukovec kliče. Ja, kar, izvoli. Robert Bukovec kliče po telefonu, čakaj. Hello. Ja? A se sliši, Roberta? Jaz ga ne slišim. Mine. Ok, dobro. Potem pa naprej. Če ne bom jaz koga določil, dajte se malo. Robert je poklical, pa ne slišite. Ja. Ja, evo, Mihael mi je dal besedo. Dragi člani, ki nas spremljate. Mogoče bi za začetek povedala, da če mi nimamo svojih ciljev in svojih sanj, potem bomo živeli sanje in cilje drugih ljudi. Zato je tako pomembno, da ima vsak izmed nas svoje cilje in tudi svoje sanje. In moje sanje vsi že poznate, to je brezpogojna ljubezen v srcu vseh ljudi. In verjamem, da je prišel čas, ko se zavedamo, da je ta brezpogojna ljubezen več kot nujna v teh časih. Ker če se zapletamo z cilji in sanjami drugih ljudi, predvsem države in globalistov, potem bomo vedno nesrečni in bomo obžalovali, da smo uresničevali sanje in cilje drugih ljudi. Pravica, da sanjamo, je naša pravica osnovna, celo ustava nam jo nekako dovoljuje, statut društva Belis pa sploh. In živite svoje sanje, živite svoje cilje. Jaz osebno se vedno bolj zavedam, kako pomembno je, da živim svoje sanje in svoje cilje. In hvala vam, da ste z nami, ker skupaj uresničujemo en velik globalni cilj Društva za srečno življenje Belis. To je, da živimo v skladu z ustavo, v skladu z naravnimi zakoni in v skladu z vsemi matematičnimi zakoni. Hvala lepa za vaše sanje in za vaše cilje. Ja, Evlijana, srčna hvala, to si prekrasno povedala, čudovito. Zdaj vas pa izzivam, ne vem, ste brez sanj, ste brez ciljev, ste se odpovedali neodvisnemu razmišljanju. Veste, to so nas trenirali 30, 40, 50, 70 let, in mi smo vsi v tem obdobju znotraj tega bazena tako vzgojeni. Enkrat sem že rekel, prideš v šolo in kaj se začne? Copate gor, v razred CCK, svinčnik v roke, piši ABC in tako do 8. razreda, do 9. oziroma zdaj imajo to drugače, prideš v srednjo šolo, tam te še bolj sprogramirajo, prideš na fakulteto, ti vržejo tiste predmete, predavajo vsak po svoje in ti si na koncu, kaj? Izučen ubogalnik. Samo ubogaš, kar ti rečejo. In ti je nelogično, da lahko tudi nekaj sam narediš, da lahko nekaj sam poveš. Moraš ponavljati vse kot papiga, ker če ne ponavljaš, nisi z nami.
Ker če nekaj drugega rečeš, ko pride iz tebe, ti rečejo, ja, kje si pa to slišal? Kje si še to slišal? Ti si z lune padel, a ne? Ljudje božji. V taki matrici, ki mi živimo danes, časopisni, medijski, televizijski, pa se to ni normalno. Zdaj nam še brišejo vse spomini z spletnih strani, zginjajo stvari, zginjajo dobre knjige, zginja vse dobre misli. Ljudje, ki znajo nekaj povedati, jih blokirajo, cenzurirajo, prave znanstvenike dajo na stran, ampak so samo tisti, ki veljajo in tisti dobijo bistveno veliko plačo, ki samo ubogajo, ki naredijo študijo po naročilu politike. In to niso moje sanje. Ne, tudi to ni moj cilj. Da bom jaz dobil, ne vem, da me javni razpis in pol meni država, zaradi tega, ker bi bo nekaj plačala, da pogoje in jaz se uklonim tem pogojem. Vam bom povedal. Povedal sem vam prej, da sem že okrog 29 let v tem prostoru, v tem studiu, za to staro mizo, v tej krasni hiši z lepo energijo, sicer zdaj bolj prazno, ampak okej. Ampak v tem svojem času sem dobil kar nekaj naročil oziroma ponudb strani države, da bi kakšna stvar za njih naredil. In veste, kako to izgleda? Oni pridejo k meni kot kupec, naročnik in oni meni pogoje postavljajo za stvari, za katere ne vejo, kako imam jaz postavljen, ne ve moje režije, ne pozna moje cene. Oni samo najcenejš, ne vem, in milijon pogojev in na koncu stavek, če se v določenem roku zadeva ne izvede, potem vi plačate kazen. In na koncu pride tako, da je pogoj postavljen tako, da res ne moreš, če nisi previden, spregledaš en stavek, ne narediš zadeve, naročila ne izvedeš in na koncu moraš ti njim plačati. In to so državni uradniki. Nikoli ni bil tle, pojma nima o produkciji, o delu in on bo naročil tako, da bo on meni pogoje postavljal. Jaz sem jim enkrat tako pismo napisal, da je krožilo po celi državni upravi, sem kasneje izvedel. Pa kaj si vi mislite? Če vi želite pri meni naročiti, pridite sem za mizo, se bomo usedli, naredimo pogodbo ali pa se zmenimo, vi naročite, jaz naredim, vi plačate. Ne pa meni ceno zbijati, pa 10 ljudem, 10 firmam pišejo in pol seveda se zmenijo, dajo en pogoj, ki ga samo ena firma lahko izpolni. In vam povem, potem je 9 firm nesrečnih in ena srečna, pa še tista toliko slabo naredi, zato ker je najcenejša, ker ne moreš tisto cen denarjem za državo delati dobrih stvari. In tako je v medicini, tako je v politiki, tako je v šolstvu, tako je z vsemi možnimi programi. Katastrofa od države. Najcenejš moramo narediti, zato da bomo prišparali denar. Ko gre pa za milijarde, ko gre pa za druge stvari, kdo dela za naše sanje in cilje? Mi smo te ljudi izvolili zato, da bodo poskrbeli za tiste stvari, za katere so izvoljeni. Da nas bodo predstavljali kot državo, ne pa da bodo sodelovali z, ne vem, ljudmi, ki so proti suverenosti, proti nacionalnosti, proti neki skupnosti, ki deluje v dobro. Tako da, ja, prosim, nekdo je hotel povedati. Nekoga sem slišal, bi želel nekaj povedati. Halo? Dobro, kdo je še tukaj med nami? Dajte malo okrog te teme, ki smo jo načeli. Kaj sporočiti, povedati? Je kdo kaj poklical? Zaenkrat nič? Očitno ljudje ne razmišljamo v to smer dosti pogosto, da bi se lahko kakšna tema razvila, vidim zdaj. Kaj pa to, recimo, če vas še malo izzovem, če se vi odpoveste svojim sanjam in svojim ciljem? Recimo, pri 60, 70, 80 letih, a ste pripravljeni kaj narediti za sanje in cilje svojih otrok, vnukov in drugih? Dajmo še malo tle vdrezati noter. Kako je pa s tem? Kaj bom jaz povedala, se mi je utrnilo. Daj. Ja, jaz sem pripravljena za svoje vnuke in za svoje otroke narediti vse. Ampak ne tako, da jaz jim rekla, utiram pot, ki si jo morajo sami utirati, ampak jaz jim tako delam za njihove sanje, da jih podpiram
v njihovih naporih, da delajo na sebi, da ustvarijo iz sebe res tistega človeka, ki ve, kaj bo svobodo delal. Ker če bi jaz bila pokroviteljska do njih in mi vse na talar prinesla, na koncu bi naredila iz njih invalide. In oni morajo, in jaz jih moram v tem spodbujati in podpirati, da oni sami ustvarijo iz sebe nekaj. To je edino, kako lahko podprem nekoga, da bo šel v smeri svojih stanj. Veš kaj, oprosti, ker sem te prekinil, Tanja, kaj bi mi lahko recimo naredili v naši družbi, ko recimo otroka izročiš, pa dajmo najprej v vrtec, pa potem v šolo, kjer večino časa so v drugih rokah, v drugi vzgoji, in to vzgojo celo narekuje ministrstvo, ministrstvu pa narekuje to vzgojo agenda. In zdaj učitelj ni več tako avtonomen, suveren, samostojen, če ravno je, ampak se tega ne zaveda, ker je vzgojen, da mora poslušati in delati po kurikulumu, in to celo po 2 kurikulumih, enem uradnem, ki je objavljen in ga tudi starši lahko vidimo, po drugi je pa skrit in se ga ne sme videti, zaradi tega, ker je v ozadju agenda, in to je že spet neko skrivanje. In to skrivanje pri odprtih dejavnostih otrok ima največjo škodo, ki otroku povzroči, zato ker mu rečejo, tega pa ne smeš mamici pa očetu povedati. In tako se začne, te sanje in cilje, ko človek oziroma že otrok dobi to osebnostno shizofrenijo, tega pa ne smem povedati, to pa lahko, pol podatke se moram za boljšo oceno naučiti, dejavnosti grejo pa isto njihovo osebnostno razmišljanje, sanje in cilji so jim pa implementirani v glavo, zdaj bom pa jaz spol menjal, zdaj se bom pa tako obnašal. In to je tisti problem, ki ga jaz zaznavam zelo močno v družbi, in šolam je treba absolutno prepovedati imeti 2 kurikuluma. Rednega in skritega, ki pri zadnjih vratih prihaja noter, ker uničuje sanje in cilje otrok, ne vzgaja pravilno. Da govori o spremembah spola. Ja, groza. Tole, tlele, evo je prišlo na en chat, podpiram vnuka pri nogometu, seveda z njegovo voljo. Glejte, človek si je naredil sanje in cilj, da bo dober fuzbaler. Super! Iz njega je prišlo, pa karkoli, eno stvar, dovolj je eno stvar, ker ti potem ta stvar seveda širi obzorja tudi na druge stvari. Bravo, čestitke, to čestitam. Seveda je važen pogum, pa danes vse stane. Je pa res, da v športu, to, kar se danes v športu dogaja, ki postane politična karta v rokah politikov za oglaševanje agende, s tem se pa absolutno ne strinjam več, ker šport se je toliko skvaril. Ko ti prideš na nek nivo, recimo skakalci, ki še malo pa bi v maskah skakali z skakalence, košarkarji so še malo pa bo v maske igral košarko, rokomet, še čudno, da plavali niso v maskah plavalci. Do takih neumnosti gre. Ste videli tisto sliko na internetu, ko so igrali v zboru inštrumenti, vsi so imeli maske, tle si je pa dal luknjo, da je lahko flauto igral ali pa trobento. V take neumnosti, gledajte, to so ljudje brez pameti. In to ti uniči sanje in cilje in neodvisno razmišljanje. Na vseh nivojih je potem človek kot en, robotek. Obup od obupa, tudi v naših državnih službah. Človek ve in čuti, da dela narobe, pa kljub temu bo naredil. Ne vem, zakaj so taki ljudje, ko pride pa nekam na ulico, pa pride v bife, pa se hvali, kaj je on, v službi pa tam šefu copata ali pa šefici. Dela pa proti narodu. In takih ljudi je v Sloveniji 285 tisoč, ki jih plačujemo, da delajo proti nam. Nekateri so prepričani, da delajo dobro, ker je agenda napisana dobro, zeleno, Green Deal, vse bomo šparali pri elektriki, gledajte, kam nas peljejo, vse je nalijeno z namenom destrukcije. In tega se moramo nekako izogniti. Tudi temu uničevanju besed, izumetničenemu govorjenju, politike, kjer imajo čist svoj besedni zaklad. Ti ljudje se pogovarjajo in mi jih ne razumemo. Dokler ne dešifriramo, kaj pravzaprav reče. Oglični prehod, to pomeni čim več ljudi spraviti iz zemlje, pokopati, zato da bo svež luft.
ker so ljudje tisti, ki so zdaj nesnaga. Ali pa prehranjevanje, kaj vse govorijo. Prosim, še kdo ideje? Ja, Ja, Mihajl, povej. ene to spominja na une besede, ne? Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. In ko so bile te besede spregovorjene, je narod veseljačil tam na Trgu Republike, ne? Mi smo delili pa bojno amunicijo. In čez pol ure smo bili na določenih položajih, ki so nas pahnili v državljansko vojno. Zato, da se je naredilo to, kar se zdaj dogaja. In danes je največji sovražnik naša lastna država. Mislim kot ozemlje, ampak vodstvo. Ja, Tako da govorimo o sanjah, ne? O ciljih, ne? In mene na to spomnim, ne? In danes smo spet v vojni. 4 leta smo že v vojni. Obstajajo uradni dokumenti, ki so prišli ven, javno objavljeni na spletnih straneh vladnih, 2 meseca, 2 tedna. Tako da to ni zdaj fikcija več, ne? Čeprav lahko spet začnemo s tem, da ja, pa to so nam spet, pa nas hočejo sem, pa nas hočejo kaj, ne? Ampak dobro, zaenkrat je to. S tem se moramo, se fajn, da to se ti v prejšnjem Zoomu govoril, en teden nazaj, ne? Ja, da spet smo kle, ne? Sanje in cilji, ne? Da se osvobodimo, ja, v glavah, da dojamamo sploh to, potem pa tudi fizično, ne? Da to manifestiramo. In zdaj kot civili, ne? Kaj lahko mi kot civili, ker če nisi zdaj v vojski, o teh stvarih sploh ne smeš govoriti. Kot civil lahko to nekaj sumiš, zdaj so prišli še dokumenti ven, jih je treba pač prebrati, ne? In to dojeti, ne? In kot civili, jaz mislim, ker se bomo osvobodili, potem bomo lahko začeli spet sanjati in imeti neke cilje, ker danes karkoli sanjaš in imaš cilje, ti bojo jutri pohodili. Danes je fajn, da se ozavestiš, kaj se sploh dogaja, da se sproti vsakodnevno boriš s to kabalo, s temi jahalci kozla in tako naprej, da se to ozavestimo. ja, Sanje in cilji se bojo postavljali, ko bomo enkrat res svobodni. ja, In ja. prihajajo nove tehnologije in vse tole, kar je se hotel danes, šolstvo, zdravstvo, vse tega zadevšne, politika, tega več ne bo. To se bo vse na novo postavljalo. In zdaj neki sanje pa neke cilje imeti vmes, se ti bo pa vse skupaj spremenil, zato ker nisi dojel, kaj se v tem trenutku sploh dogaja, je malo tako, ne. 30 let prepozno, 30 let prepozno. Važno, da se bo, ker tale vojna, ko se bo končala vse vojne. Ja. Jaz bi rekel, Ker bo končala s kabalo in z vsem temi zadevami in čez 30 let se nam to ne bo ponovilo, če bomo mi to osvestili. Ja. Veš kaj, Boris, ti si me spodbudil na to misel, a ne, ki sem jo bral v zakonodaji. V času Jugoslavije je Amerika, ker je Jugoslavija bila v velikih dolgovih, a ne, je tako razbila Jugoslavijo, da je rekla, da so lahko samo nacionalne volitve v lokalnih državah, v jugoslovanskih nacionalnih državah, v vsaki posebej, ne pa več jugoslovanske volitve. In samo v tem primeru bo dala Amerika denar, sicer ne, in bi bile sankcije, ne. In v tistem času, tako kot si ti rekel, ja, nekdo je tudi tukaj lepo napisal, da je Slovenija ogromen denarja dobila in denar so pa dobili akterji, ki so pač to sprovedali. In glavni akter seveda je pač rekel, tako kot si ti lepo povedal, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. In s tem je rekel urok za narod. Danes spite, ker jutri bo nov dan. In mi smo spali 30 let in zdaj smo v novi realnosti. Sanje si je pa on uresničil in njegovi pajdaši z ogromno denarja v švicarskih računih, ki so jih takrat Amerikanci nakazali, zato ker so izvedli referendum, ker so izvedli osamosvojitev in razbitje Jugoslavije. To, kar je Amerika načrtovala. In jaz imam zapisan ta zakon tukaj v računalniku in ga tudi poznam. In to je bil zakon, ki je javen, ampak zelo malo ljudi o tem ve. Zelo malo ljudi o tem ve, da smo se v Jugoslaviji
tepli imeli vojsko, ki jo je Amerika sprovocirala. Ne? Tako da, ok, dovolj o tem, naše sanje in cilji 30 let prepozno, vendar nikoli prepozno. Ne? Jaz rečem, Bog je vsemogočen in če z Božjo milostjo, z Božjo pomočjo in z Božjim telesom in duhom greš naprej s to svetlobo, lahko prežarčiš tudi to temo, ki se je usula na nas. Tako da, to je moje osebno mnenje. Več ljudi, več pameti in pa seveda treba je povedati tem ljudem, ki so v državnem zboru, da boljš da grejo, ker jih bodo fasali in to oram. Ker v Sloveniji enega politika ni, ki bi se za slovensko ljudstvo, za slovenski narod zavzel. Niti v Evropskem parlamentu, niti v Sloveniji. V vsaki državi je vsaj kakšen človek, ki na glas kaj pove, kakšen politik. V Sloveniji ga ni. Ga ni, jaz ga ne poznam. A še tisti politiki, ki so ex-novinarji, ki so predani režimu in še to so preoblečeni v, kaj smo že zadnjič imeli, eno fajn temo, a ne? Kuku, in ti prinese preoblečeno gnilo jajce v gnezdo in ti misliš, da je ta človek pa zdaj dela za narod, v bistvu je pa prevara, tako kot je bila prevara Kučanova misel, ki se je ti povedal, a ne? Prodali so Slovenijo in mi pa smo mislili, da smo osamosvojeni. To, kar je Ksenija lepo napisala tle gor. Tako da, ja. Aha, tle Aleksandr napisal, v osnovni šoli smo imeli težave zaradi nestrinjanja, da otroci nosijo maske. To je potem vplivalo na izbiro obšolskih dejavnosti. Sva zdaj bolj previdna pri vpisovanju v neke športne dejavnosti, ker vidimo, kaj so naredili športnikom. Bravo. Pravi, vsaka čast, Aleksandr, povsod ja, je treba biti previden, preveriti informacije. In te ljudje, ki so na funkcije postavljeni, in to so bili v bistvu športni učitelji, ker je pač najmanj nadzora v telovadnici, a ne, to je bilo katastrofa, kaj so delali. In tudi največ transgenderjev se rodi v šolski telovadnici. To so prav na te ljudi pritisk delali načrtno. Načrtno. Jaz sem gledal fotografije, mi je šlo na bruhanje. Iz slovenskih telovadnic. Punčke so oblačili moške, fantke v punčke, in ne vem, kaj so mogli delati, pa to ni bil čas pusta. Groza, kaj se dogaja. Dobar. Še kdo, prosim. Če ne, bi potem jaz predlagal sledeče. Pripravil sem za nocoj na to temo. Spreminjanje kulture, uničevanje kulture. Film od Ray Bradburyja, ki je eden največjih pisateljev znanstvene fantastike 20. stoletja. In on je v filmu Fahrenheit 451, to je namreč temperatura, pri kateri se knjige vžgejo. Film pokaže, da so knjige nepotrebne in da so celo škodljive za človeško misel, da so knjige strup za človeške glave in dušo in da je treba vse uničiti. In da ljudje, ki preveč govorijo, pišejo, da jih je treba uničiti, in vsi tisti, ki so knjige zbirali, seveda jih je država primerno tretirala. Film je zelo zanimiv. Obstajata 2 ali 3 verzije. Obstaja letnik 1966, ki je film res narejen v tisti klasični filmski produkciji, in pa 2018. Torej, jaz sem se odločil, da vam predstavim 2018, ker je bolj sodoben. Ko pa gledate, če boste imeli možnost kje dobiti, iz leta 1966 film, so pa že takrat imeli flat screen, pa lebdeče železnice, pa kamero v televiziji, daljinsko vse, mislim, 66. leta, ne? Človek je pa knjigo napisal 57. leta, potem si lahko predstavljate, če smo zdaj 2024 in pa 12 let nazaj, ko je tale pokojni Rothschild vse to napisal, da so to mokre sanje globalistov za popolno nadvlado nad nami. Nam ponudijo tehnologijo, mi jo zagrabimo, pol nas pa izseljujejo, ker brez tega več ne moreš funkcionirati, ker je družba tako narejena. Tako da za vse te odločitve, za naše sanje in cilje, da bom imel nov telefon, če so moje sanje in moji cilji nova televizija, pa nov električni avto, vam predlagam, da nemudoma vaše sanje in vaše cilje zamenjate za kaj drugega, bolj človeškega. To boste pa verjetno sami vedeli, kaj vam najbolj pristaja v tem času, na tej zemlji
s temi ljudmi, s katerimi živimo skupaj kot ena družina. Tako, jaz bi se potem z vami poslovil, tema je bila malo izzivalna, vidim, da niste bili tako zgovorni kot zadnjič, ker je težko govoriti v takšni situaciji o sanjah in o ciljih. Hvala Bogu, moram reči, jaz bi se še enkrat naši predsednici Eveljani Beliz zahvalil, ker je leta 2002 bila toliko daljnovidna, da je ustanovila Društvo za srečno življenje v času, ko so bili vsi srečni, ko nihče ni bil nesrečen. Saj vedel ni, da je nesrečen, ker takrat je bilo še vse prikrito. Še jaz sem odreagiral leta 2002, sem rekel, pa kaj boš to delala, Društvo za srečno življenje, če so pa vsi srečni, sej, kaj pa boš? Ja, jaz pa to, ne. Pa sem tudi poslušal, pa smo potem se 3 organizirali, še z Radošem, čudovit človek, in smo ta statut naredili, ki je danes pa čaroben. In res kaže smer izhoda iz vsega, kar so nam naredili. Tako da jaz verjamem, da smo marsikomu na poti, ampak nas to ne moti. Imejmo se radi naprej, živimo naprej, vztrajajmo naprej v odvisnem samo od sebe, mišljenjih in sanjih in ciljih, da ne bomo v bistvu se odpovedali neodvisnim osebnosti, pa svoje neodvisnosti dali, pa svoje samostojnosti. Toliko. Če bi želel kdo še pozdraviti za ob koncu, lahko še pozdravi vse ostale. Kako to, da ne dobivam nobene pošte? Ja, to pa ni od nas odvisno, kar Google dela, zato sem jaz pred pol leta rekel, da je konstanten link, to se pravi, imamo fiksen link, se pravi vsako soboto ob 6, pa zdaj smo rekli ob torkih, ravno iz tega razloga, ker nam je Google brisal vse filme, vse platforme, vse maile in še če kadar pošljemo mail, nam je to pošiljal v spam ali pa napisal, da je ne odpirajte, ker je virus, pa vse z rdečim označil, pa na vse možne načine, tako da mi to redno pošiljamo, tudi tebi, ker si članica, tako kot vsem ostalim. Jaz se zato mi je bilo pa hecen, pa sem pa rekla, zdaj se mi pa še beden oglasi, ne? Ja. Da vprašam, in tudi danes sem zamudila, malo preden sem sploh najdla, kje je. No, vidiš, smo na vseh platformah objavili, pa na Telegramu, na LinkedInu, na Facebooku. No, pa tudi žal mi je, da ne morem filmov gledati, ne, zaradi tega, ker tisti, ker nima podnapisov, oziroma tudi, če jih ima, ker imam sam preko telefona. Aha. In potem ne vidim podnapisov. In kaj pa, če obrneš telefon, tako da ga obrneš? Tudi, če obrnem, pa tako hitro grem, da jaz z očali in s tem, pač sem smotana. Ja, no, nič hudega, glej, že v redu. Hvala, ker si se oglasila, Irina, vse dobro je, vse te imamo. Ja, drugače sem sicer hotela ti še nekaj povedati, ne, glede tistega, kar sva prvo delala pred 4 leti. Ampak ne bom zdaj javno, no, mislim, res, lej, bi te poklicala. No, v redu, prav. Če ne te jutri pokličem jaz nazaj, prav? No, pa me pa ti pokliči. Ok, hvala. Hvala. Drugače pa z govorniki današnjimi se popolnoma strinjam. Ja, tudi jaz moram reči, vsak je povedal res lepo, pa bi še koga poslušal, pa verjetno ali ne upa, ali nima možnosti odpreti mikrofona, ali kakorkoli. Ampak vsak zase ve, važno je, da je, kako rečemo, metuljev efekt, ko eno misel sprožiš, začne to počasi, tudi če ne takoj, ampak v določenem času se ta zadeva aktivira, sproži in ko pride trenutek, se nekdo spomne, aha, vidiš, zdaj pa je treba paziti in to je namen. Torej, lep večer, vam želim ob gledanju filmov in vse, zdajle, ki bomo imela, gre v bistvu Fahrenheit 451, upodablja ta film, ki bo zdaj na vrsti, družbo, pazite, družbo, ki se je odpovedala neodvisnemu razmišljanju, ki se je odpovedala socialni interakciji z drugimi in samemu naravnemu svetu v celoti. To je film, ki globoko zareže rano sedanjega časa, čeravno je avtor to napisal leta 1957. In njegova vizija tehnologije skupaj s človeško željo po napredku vodi na koncu v našo degradacijo. Je zelo kontroverzna tema, ki je danes še kako pomembna. Tako da film, znanje je nevarna stvar, zelo nevarna stvar,
zato, ker je pa znanje tudi zapisano v knjigah, je treba to znanje skuriti, je treba znanje uničiti, tako v filmu Vladi to pač pokaže. To, kdor zna, je treba vse, se pravi, eliminirati, spletne strani blokirati, znanstvenike, ki imajo znanje, pravo znanje, jih je treba utišati in o tem govori, se pravi, ta film. In tukaj je en insert, kjer je v filmu, boste videli, ministrstvo briše jezik, da bi izbrisalo naše misli. Na tem se je treba zelo globoko zamisliti, res zelo globoko. In v tem smislu vam želim, da si pač ta film pogledamo. Jaz bom sedaj priključil sicer na film. Srčna hvala, lep večer in se vidimo v soboto.